Je zasedel izvršilni odbor. Izvršilni odbor se je seznanil z evidentiranjem kandidatov, ki so bili rok, za kateri je potekal včeraj. Imamo večina kandidatov znanih za slovenske okraje, za nekaj kandidatov bo še govora v naslednjih dneh. Drugo pomembno zadevo je to, da smo sprejeli pravila kandidiranja, se pravi pravila, na osnovi katerih bo glavni odbor zasedal ponovno 17. junija in 17. junija dokončno potrdil tako listo kandidatov, kakor tudi predvolilno povezavo. Od ostalih sklepov, ki so danes bili sprejeti, je to, da imamo jasni mandat, da nadaljujemo uspešno sodelovanje z Novo Slovenijo. To sodelovanje poteka že celo zadnje leto. V tem času smo uspešno zaključili projekt evropskih volitev. Ves ta čas je bilo jasno, da bomo na letošnjih državnozborskih volitvah oziroma na naslednjih državnozborskih volitvah sodelovali. Glede na to, da pa so te državnozborske volitve sedaj že 13.7. je skupna ugotovitev, da bi bilo nadgradnje tega sodelovanja s skupno listo za to nadgradnjo enostavno premalo časa. Zato se stranki odločita, da gresta vsaka s polno listo 88 kandidatov za 88 okrajev, da skupaj predstavimo tudi tiste točke iz akcijskega načrta, ki bodo tudi ključno vodilo za pogovore z ostalimi strankami po volitvah za sklepanje volilnih koalicij. Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija bosta sklenila predvolilni dogovor, da skupaj po volitvah povabita ostale stranke, ki bodo se pač ujele za našim programom v koalicijo, ki bo Slovenijo popeljala iz te situacije, v kateri smo danes. Je premalo časa edini razlog, da ne boste nastopili skupno listo? V tem trenutku je zagotovo premalo časa ta razlog, kajti v 2 tednih bi bilo potrebno enostavno to matriko slovensko zapreti, se pravi vse okraje upoštevati na eni strani tako prisotnost spolov na listah, kakor tudi medsebojno usklajevanje kandidatov. Tudi enostavno ni časa, da bi se v tem času naredile vse javnomnenjske raziskave, ki so za takšno sodelovanje tudi na nek način osnovne. Tako da iz vprašanja, ki ga postavljate, lahko mirno zatrdim, da je sodelovanje z Novo Slovenijo in Ljudsko stranko na zglednem nivoju, da nekateri sedaj ta model sodelovanja povzemajo. Mi smo veseli, da je v Sloveniji ta duh povezovanja spostavljen tudi pri ostalih strankah in upam, da bo toliko tudi po volitvah potrebno še več napora za to, da se bodo programsko mogoče tudi različni predvolilni programi uskladili in naredili močna koalicijska pogodba, ki bo popeljala Slovenijo iz te situacije. Pa lahko že kaj konkretnejšega poveste o tem sodelovanju? Vemo, da je nek drug dvojec strank danes že nekako z imeni za mandatarja seznanil javnost. To, kar je bilo danes seznanjeno od ostalih 2 strank, je nam jasno že od vsega začetka. To sodelovanje temelji na najprej programsko sodelovanje, kar se kadrovskih zadev tiče, pa bosta stranki vsaka pobirala in poskušala zbrati čim več glasov, dobiti čim večje zaupanje volivcev in tista stranka, ki bo dobila večje zaupanje, se pravi večji procent, je tudi tista, ki bo predlagala mandatarskega kandidata. Zagotovo so s predsednico Miro Novak tista, ki lahko en ali drugi sprejme ta izziv vodenja slovenske vlade, vekoliko predtem dobimo tudi zaupanje od slovenske volivke volivcev. Lahko poveste mogoče, s katero od ostalih strank se najbolj vidite v tem sodelovanju? Rekli ste, da boste ponudili roko, s katero mogoče vse vidite, ali pa za katero lahko že zdaj poveste, da pa pač ne bi mogli vi in Nova Slovenija sodelovati? Mi ne želimo nikogar izključevati. Ključno pri novi vladni koaliciji bo to, da je potrebno predhodno, preden se sklene koalicijski dogovor, jasno zapisati programske usmeritve in tudi reformni program, ki ga je treba v državi izpeljati. In na teh programskih točkah smo pripravljeni se pogovarjati s vsakomer in tudi, ko imamo zgrajen potem dovolj trden in tudi dovolj določen okvir za bodoče delo, za bodoče 4 leta, smo pripravljeni podpisati dogovor. Nikogar v osnovi ne izključujemo, vsekakor pa bo ključno pri tem, da se
strinjamo na koncu okoli programa, ki bo temeljil na tem, da bo v Sloveniji več dela, da se bo za več delovnih mest tudi lahko konsolidiral položaj v tej državi. Tako da spodbuda gospodarstva, spodbuda delovnim mestom, to so ključne stvari, na katerih bomo tudi nadaljevali temeljili te pogovore s ostalimi zainteresovanimi koalicijo. Sem dobila namig, da ste program predstavili prihodnji teden, a pa lahko kakšne od ključnih ukrepov za dosego teh ciljev, ki ste jih zdaj navedli, že danes naštejete? Mogoče v dveh stavkih tu stoji podpredsednik Janez Tomšič. On je v stranki zadolžen za koordinacijo skupine, ki zaključuje ta program, ki ga že tudi v zadnjem letu pravzaprav je nastajal in mogoče danes zapokušamo, drugi teden pa potem generalni okvir. Kot rečeno, program je praktično zaključen. Zdaj se delajo samo še nekateri manjši popravki in tudi predstavljanje javnosti. Kaj bi izpostavil? Izpostavil bi to, kar je tudi stranko v zadnjem govoru najbolj počela in dosegla, se pravi, rekli smo ne nepremičninskemu davku, to prepričali slovensko javnost, ne kup civilne družbe in tudi naprej bo v našem programu jasno zapisano, da ne bomo dopustili nobenega novega davka več. Bomo pa podali konkretno dobro naslednje.